Živijo, z vami sem Katarina Rina Benčak, pozdravljeni spet na mojem kanalu in tokrat z novo temo, kaj vse je potrebno za top shit fotko. Veliko folka se zdaj s tem ukvarja, veliko ljudi si želi biti nekih blogerjev, influencerjev, karkoli že, kakorkoli to pač imenujemo in vsi vi prišli radi do te top fotke. Tako da jaz vam bom pomagala, povedala vse, kar znam, zaupala vse svoje skrivnosti, ja. Čeprav sem se tega kratko malo klepala, ne, to sem jaz vse odkrila, ampak dan je zato, da ga delimo, tako da evo, jaz vam ga predajam in naredite z njem, kar želite in upam, da vam bo služil dobro. Se pravi, kje bi začeli? Jaz bi začela tako, da v bistvu, kar sem zdaj ugotovila, ne vem, če veste, ampak ja, izgubila sem fotoaparat. In potem sem se odločila za nov nakup, novega, in sem rekla, nič, da Katarina, zdaj pa si boš kupila neki the shit. In je pač se neka odlomila boš, ampak boš imela za nekaj časa in na koncu se odločila, da sem si kupila tegale Canončka. Ne moram vam ga pokazati drugače kot takole, to je Canon EOS R, v bistvu mirrorless prva kamera, ne bom se preveč zdaj poglabljala v značilnosti te kamere, ampak fotoaparata, no pravzaprav, ampak to je res top shit zadeva in jaz vam res polagam na srce, da če se želite enkrat začeti s tem ukvarjati mečkam bolj profesionalno, da res dejte mogoče malo več za fotoaparat, ker se vam bo na koncu pristovali. Jaz sem res noro zadovoljna. Lahko vam tudi pokažem, recimo, kaj je v bistvu fora. Fora je temu, da, ne vem, to je narejeno na levi strani, a je to tudi vaša leva, v glavnem pač na tale fotka, ki pijem kokos, je dejansko tok sharp. To je tok sharp fotka, da tukaj se vidijo kapljice, tukaj se vidi gladka koža, to je, mislim, to je pač noro, kaj naredi ta fotoaparat. Moj tatu se vidi, ki je super small. To je pa narejen z mojim prejšnjim fotoaparatom, ki je tudi, moram reči, mislim, ne moram reči, da je to slab fotoaparat, daleč od tega, to je 750, tisto Canon D, 750D. In je pa takole, je pa koža že taka malo zdrizasta, in pol bolj, ko v bistvu še filtriraš, pa vse ostalo, kar delaš, takrat je zelo, zelo, zelo pomemben, da je v bistvu kvaliteta dobra, ker če želimo pol obdelati fotko in narediti z njo še nekih ogromno čudežev, vam bom tudi pokazala dejansko, kaj sem jaz naredila iz ene in druge fotke, no, pol vam bo mogoče pač jasno, zakaj je pomembna kvaliteta. Če vi zdaj nimate nekega, ne vem, res profesionalnega namena, pa če ne mislite neki pol zelo obdelovati fotko, cool, tudi iPhone je pol v redu, res. Pa tudi pokazala vam vse druge aplikacije, s katerimi lahko naredite precej velik efekt, ampak tele so pa res že tako, če se greš malo, bom rekla, en level pro, da se gremo zdaj že malo na višji nivo. Tako da ja, prva zadeva, ki bi jo izpostavila, je sigurno kamera, ker jaz sem videla, da mi je to spremenil life, pač čist nov svet se mi odprl in sem res ful vesela za to, da imam ta fotoaparat in nisem vesela, da sem ga izgubila, ampak je že tako moglo biti. Druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, je ta, da velikokrat dobim vprašanje v inbox, s čim pač urejaš fotke, kjer filtre imaš in tako naprej. In pol jim povem pač, da so to preseti za Lightroom in da dejansko pač je to pač, da je program Lightroom, ker večina je zmedenih, ne vem sploh Lightroom kaj je. Tako da Lightroom spada v bistvu v isto družino, kot je Photoshop. Ker Photoshop rečeš vsi vejo in so tako, to je nekaj težkega, ker rečeš Lightroom pa tako, v glavnem, Lightroom ni težka zadeva, je Photoshop veliko bolj zakompliciran, ampak vse ni treba nekaj znati. In to je pač program, obstaja tudi aplikacija, katero jaz ne uporabljam, zato ker dejansko na računalniku je veliko več opcij in lahko vi naredite marsikaj s fotko. Tako da Lightroom vpliva samo na spreminjanje barv, torej na vaši fotografiji. Preset je ala neka vrsta filtra, ki ga vi pač implementirate na fotko in je to. Ampak to ni zdaj tako, da zdaj boste pa vi kupili te presete, boste dali to gor na fotko in it's all good. Ne. Zaradi tega, ker je tako, filter je narejen za, tako bom rekla, vam bo v 50 ali pa 80%, ko boste dali gor filter, bo super, Ampak zna se pa zgoditi, ko bojo drugačni pogoji, drugačna svetloba, da boste mogli mečkan regulirati zadeve, In tudi, ne vem, naprimer, lahko vam tukaj zaupam, da na tej fotki, no, veš, zakaj se ne zoom outaš? Ok, zoom outi se. No, v glavnem, na tej fotki dejansko voda ni modra. Ne. Voda je bila
rumena, ker je pesek od spodaj. Tako da jaz sem pač to spremenila v modro barvo in to se da vse v Lightroomu narediti, ne. Sicer se, kakor sem rekla, je treba določene stvari obvladati, ampak pač da se, ni nobena znanost. Tako da, ja, druga stvar je, se pravi, program Lightrooma, ne. Zdaj, obstaja aplikacija, sem povedala, da so stvari omejene na tej aplikaciji, tako da zdaj vam bom tukaj naredila še screen sharing, da boste videli dejansko moj ekranček, sem da vem, kaj je tazga, kar vi ne bi smeli videti. V aplikaciji, tukaj imam program Lightroom, ga odprem in pač to je to, ne. Zdaj, to je moja zadnja fotka, ki sem jo obdelovala, lahko si pogledate, pač to je bil recimo prej potem. Lahko grem pa tudi, dajmo pogledati. Previous import, pa dajmo zdaj, ne vem, tako je to, ne, recimo jaz, to so take razlike, ne, pač, mislim, vse živo naredim iz ene fotke, čakajte, recimo, kaj pa vem, kje je bila taka, samo da najdem tole skoliko sem, to je bil potek, se pravi, takole smo začeli, takole nadaljevali in do tega smo na koncu prišli. Tako da, ja, in vse to sem naredila, no, ne glih čisto vse, vam bom pokazala malo korake vmes, kaj sem še uporabljala. Recimo lahko tukaj vidite, da nebo na tej in nebo na tej se precej razlikujeta. To je pač delo aplikacije, ampak do tega še pridemo. Tako da, ja, zapomnimo si to osnovno razliko, da Lightroom vpliva samo na barve. Vi ne morete z Lightroomom spreminjati oblike vašega telesa, ne morete dodajati ptičev, ne morete dodajati oblakov, kar imate, to lahko naredite, ampak lahko pa naredite vodo frijolčasto, lahko naredite nebo vijolično. Tako da ja, pač, kakor sem že prej omenila, jaz tudi se zelo rada poslužujem Photoshopa, ampak zato vam jaz eno boljšo opcijo. Pa dajmo, ne, verjetno ste že slišali, ali pa pač ne, za aplikacijo imenovano Facetune. Facetune je ena zelo praktična zadeva, imam jo že vrsto let in mi je rešila rit milijonkrat, ker včasih se pa zgodi, da je res treba kaj popraviti, ne, kakšno malenkost ali pa tudi kakšno pač zadevo in ta aplikacija je tako lifesaver, ne. Tukaj vam bom mogoče razblinila tole iluzijo popolnih teles in deklet na Instagramu, ker s to aplikacijo lahko naredite kar hočete. Zdaj tako, jaz sem tlele pač neko srečno dekle, ki pije vodo iz kokosa, ki ni voda iz kokosa, ampak je slana voda. In vzamemo recimo, sem se zdaj odločila, da zdaj imam pa čist premehno rit in zdaj bomo mikrodenka tole rit povečali, zmanjšali pas, takole, tole je že bolj po kriterijih Instagrama. Pa v bistvu bi se odločila, da moram tudi malo joške povečati, ne, in zdaj, tlele moramo pa že paziti, ne, ker mečkam tele palme se bojo lahko hitro videle, ampak še zmer dajmo tole malo zrihtati, hokus pokus, joške so tukaj. Zdaj smo se odločili, da zobe pa nimam dovolj bele, dajmo še zobke pobeliti, whiten, čeprav ja, jih imam dejansko bele že kar preveč, takole, zobki so zdaj mečkam boljš. Zdaj recimo bi se jaz lahko odločila, tlele bi pa malo palme rada, da bolj izstopijo ven, pa vzamem tele details, pa malo po palmah podrgnem, drgnem in pogledamo tlele v desnem kotu prej potem, a ne pritisnem tole konco, a vidite. Zdaj pa pogledajte tole razliko, prej potem in v glavnem, a sem zdaj zadovoljna, zdaj bi pa rada, da se mi mogoče še mečkam tatu bolj vidko, da bom spet details pritisnila, pa alive, ta moj tatu, malo da bo ven bolj izstopil, a ne takole. Mislim, da ima malo podbradka, tako da dajmo še to zdaj na hitro zrihtati, spet refine, mečkam to not porinemo, brada je zdaj preveč pičasta, vrat oži. Pol ene si zelo rade, to je popularno, zdaj dvigujejo gor, vse, da bo to in sploh popolno. Lahko vzamem še smut, pa mečkam kožo posmutam, tle imam en mazolček, vidim. V glavnem, tako, da boste vedeli, kaj vse se da s to aplikacijo narediti, pa še se da marsikaj narediti, tako da malo jo raziščite, ampak mislim, da je ta prej potem kar dovolj self-explanatory, bi jaz temu rekla. Tako da ja, potem si to eksportiraš in veselo naložiš na Instagram in si rečeš, Kim K je zame nula, ne, mislim, hecam se, ampak ja, no pač, ne vas ne zanese preveč, no, da ne boste pol prišli tja, pa ne vem, boste prišli nekje, vas bo rekla, to je z Instagrama, ali pa to je fuck.
ne, pač, ker dejansko punce začnejo pretiravati in pridejo do neprepoznavnih rezultatov. Ampak pustimo, to je tema za drugič. Katera aplikacija je še taka, katero moram nujno izpostaviti, to je sigurno Snapseed. Snapseed, v bistvu, zakaj jaz največkrat sama uporabljam, je zato, da v bistvu pride fotka, kakor sem rekla, odpremo Snapseed in potem, damo noter fotkico, recimo ta tukaj se vidi, ne, zdaj, če bi jo jaz hotela, v bistvu, dajmo tako najprej narediti, če bi jo jaz hotela porezati za na Instagram, a ne, kaj se zgodi, pač dam format 4:5 in če bi rada imela celo vetrnico noter, pač ne morem dobiti svojih nog noter in mene to zdaj moti. In zdaj, kaj jaz lahko naredim? Lahko grem v Snapseed in probam fotko razširiti, da vidimo zdaj, če bo to šlo. Se pravi, damo Tools, Expand in zdaj potegnemo malo na desno, malo na levo. Tlele je zdaj to malo, da vidim z desne, mogoče malo čuden. Mislim, zdaj je malo čuden. Na desni seveda pa kar fajn širiti, ker je sam nek, sam tudi ne smemo glih pretiravati, a ne, ker pol se zna hitro videti, tako da je jaz pravim korak po korak, mic po mic. Da vidim. Ja, relativno ok. Eksportamo, damo Save a Copy. Se pravi, zdaj, če pogledamo to pa to, a ne, je razlika. Zdaj to drugo damo spet 4:5 in zdaj dobimo lahko in noge not in vse. Mogoče probamo še tlele mečkam. Takole in evo ga. Bam, imamo noter in noge in nebo in celo vetrnico in to je v bistvu point tega, da ko razširite, da ne zgubite teh nekih detajlov. Mislim, sej, to je mogoče v nekem momentu pretiravanje, ampak pač res, bolj, ko si noter, več stvari vidiš, več stvari. Pač so neki standardi, a ne, kako ne bi bil približno človek rezan, kako ne bi se pojavil na fotki, a ne, ni mi hujše, ko vidim, da se je nekdo pri gležnjih odrezal, ko nima nobene logike z ničemer estetskim, a ne, tako da takrat pač morate razširiti fotko, a ne, in razširite jo lahko pač s to aplikacijo, tako da Snapseed je zaradi tega tako daši. Pol je še ena zadeva, zakaj imam jaz rada Snapseed, je zaradi tega, ker včasih moram koga odstraniti ven iz okolice. Kot veste, pri vseh nas blogerjih, ljudje niso zaželjeni prav veliko na sliki, a ne. In kaj je fora, a ne, pač ne vem, to je nek trend, ki se je vzpostavil in potem pač se je to nekako prijela, ne. In zdaj vam bom jaz pokazala, na kakšen način to recimo prakticiramo. Ok, recimo na tej fotki zdaj vidimo, ne, tukaj imam jaz enega človeka in zdaj jaz tega človeka res nočem imeti na fotki, čeprav je res mehan in tega bi še preživela, ampak tegale pa res hočem dati ven. In v glavnem vzamem Tools, vzamem Healing in potem na nek način probam to odstraniti, ne, in takole naredim. Simple as that. Se pravi, človek je zginil, spet export, save a copy, to je to, ni ga več. Tako da Snapseed ima tudi kup enih res fenomenalnih funkcij in jaz ga velikokrat uporabljam, sploh če hočem koga zradirati ven, če hočem razširiti fotko, se pravi, to sta dve neki poglavitni zadevi, zakaj se uporabljam Snapseed. Ok, še ena aplikacija, pač, kjera je pa zadnje čase my favorite. To je pa v bistvu, zdaj vam bom pokazala, ok, snemamo, to je pa tale Quick Shot. Ta aplikacija je narejena fenomenalno, dela v bistvu to, da spreminja nebo. Zdaj vidimo, to je pofiltrirana slika, potem sem jaz probala malo spreminjati nebo, še dodatne filtre, potem sem odstranila ljudi, še, ne vem, nekaj spreminjala, aha, in potem sem pa začela dodajati nebo, a ne. Luna, nebo, pač vse to. Se pravi, odprla sem aplikacijo Quick Shot, potem damo, najdem to fotko zdajle, ok, vzamemo tole, to prvo fotko, potem dam Sky.
Zdaj, opcij je malo morje, kot vidite, sončni zahodi, ni da ni. In v tem primeru sem se odločila imeti ta sončni zahod z luno, to je tole. Pač to je nek, tle imam še ljudi noter, ampak dobro, to že pol zbrišete ven. V glavnem tle imam pač zdaj še, to je res nadaleč z aviona, vidim, da je ta fotka pač pofiltrirana do amena, ne. Mi hočemo narediti to, da bo ta fotka izgledala, da je to res tako bilo dol in gledajo, moj bog, poglej ta par, čist tik pred res zahodom in luna se je že počasi dvignila, ne, da oni dobijo ta feeling. In pol začnemo malo tole zmanjševati, a ne, opesati. Jaz bi tle horizont absolutno dvignila, da je lepši prehod, da vidite. Res da pol luna mečkan zginja, pa ta ambient bi odstranila, ker zdaj je najina koža v bistvu taka preveč roskasta. Ok, potem začnemo pa tukaj na random spreminjati, a ne, nebo. Kam je zdaj moja luna šla? Ne mi reči, da je sam. Ok, luna, pridi nazaj. Evo jo. No, to je že kar dober približek tega, kar bi lahko šlo recimo na feed. Lahko probam ambient še malo zmanjšati. Pa vidite, kaj se dogaja, če ga povečujem, če ga zmanjšujem. Mogoče opesati še malo dol. Evo ga, in tako imamo luno in romantiko in vse to. Potrdiš. Ja, zdaj pa pač vidite, ne, pač 12 mesecev 20 €, en mesec 3,99 €. Imate pa tudi free trial, tako da jaz sem ga takrat imela in sem to pridno izkoriščala. Evo, tako da da se s to aplikacijo marsikaj narediti, evo, to je bila pač tudi ena od takrat opcij, na koncu sem se odločila čisto za nekaj tretjega, če se jaz ne motim. Evo je. No, to je bilo to in pol mislim, da sem samo luno dodala v aplikaciji, katero sem vam pa tudi pokazala. Ali pa vam jo bom pokazala, tako da gremo naprej. To je sigurno, se pravi, smo rekli Facetune, Snapseed in zdaj smo bili še pri temu Quickshotu, na kar prihajamo še do ene zelo dobre aplikacije. Zdaj vam moram spet prežgati tale screen filming ali whatever record. To je pa tale. Lens Distortions. Ta aplikacija je tako man the shit. Zdaj pred kratkim sem objavila eno fotko, in ta aplikacija jo je naredila pač 10-krat boljša. Najprej je bila fotka, ne, ni bila taka, skoraj taka. Se pravi, iz te fotke sem najprej naredila, najprej je bilo to, pol je bilo to, pa sem pa dodala še ptiče. Tako da, ja, in zdaj, recimo, v tej aplikaciji lahko dodajamo fake sonce, se pravi, jaz sem vzela tole, izbrala sem tole rumeno sonce, dodala sem ga not, pol se vi lahko s tem malo igrate, a ne, spet, jaz vam rekla čisto vsakič, da imate pol še full opcij, no, ne vem, lahko bi, kaj sem, sneg dodate, dodate še en add layer in se odločite, da boste pa, ne vem, aha, bo pa na drugi strani luna, ne, recimo, ne vem, tukaj bo pa, ne vem, luna, recimo. Tako da, pač ful je enih variant, tle res se lahko igrate s tem in prav pridejo, mogoče je bila pa ta luna boljša. V glavnem, tako da res tudi prav pride, da nek tak special touch na fotki, tako da tlele lahko res igrate s tem, ampak gledajte, da ne bo vse skupaj izpadlo preveč fake, ker pač hitro vas zanese, no, nas zanese, da ne bom zdaj takole pristranska. Skratka, treba je vedno paziti pri teh aplikacijah, ker hitro kaj izpade zelo fakiš. Ok, kaj sem še hotela vam povedati? Imam še eno zadevo, po kateri me velikokrat sprašujete, ko objavim kakšen full lep story. Takrat mi rečete, joj, s čim to urejaš, a ne? In evo ga, tole je pa Unfold se imenuje, aplikacija, določene zadeve so zastonj, določene so spet za kupiti, a ne, pač tako je, oni zdaj na tem služijo denar in tako je tudi prav. Recimo, jaz imam veliko teh food collabov, ki jih delam na Baliju in pol vedno se tako malo potrudim, da pač pripravim nekako na malo bolj zanimiv način te kollabe. Tako da pač je kup enih v bistvu nekih templatov, ki jih lahko potem uporabite in jih kupite in lahko tudi črke noter vstavljate, mislim, ni da ni, ful enih stvari lahko delate dejansko. Moj bog, koliko imam jaz tega. Ful imate enih variant, lahko spreminjate črke, lahko delate sliko v sliki, pač
če hočete narediti en malo lepši story, pol res lahko pač uporabite pač ta app, meni velikokrat prav pride, malo bolj profesionalno izgleda, tako da dejansko, kadarkoli delam s podjetji, takrat skoraj bom rekla, vedno uporabljam pač to, recimo, ne vem, summer is just around the corner, sunglasses, pač tako, res, takrat se mečkam bolj, v bistvu, pol potrudim in naredim nekaj malo lepše, pa se pa vi lahko tukaj naprej igrate, spreminjate, dodajate črke, ne vem, recimo Katarina bomo zdaj napisali, ok, edit text, pa imaš različne fonte, lahko uporabiš, ne vem, tudi na nek background daš, ok, recimo, da sem zdaj zadovoljna, kam si šla, lahko premikam črke, povečujem in tako naprej, pač ni mi všeč tukaj, dam gor. V glavnem pol to eksportaš, lahko takoj daš že v format, v bistvu, da je primeren za Instastorije. Tako da to je tudi ena taka aplikacija, po kateri me velikokrat vprašate, saj tukaj vidite še, kjer imam druge. Ena, ki pa tudi meni zelo prav pride, ampak to je pa že, ko se res ukvarjate z Instagramom in takrat tudi planirate objave, ker delate pač z raznimi podjetji. In jaz ponavadi vedno pač razlagam vnaprej, da vidim, kako bojo fotke skupaj pasale, Tako da dejansko takrat nekako gledam, da bo to v končni fazi dobro izgledalo skupaj. To je v bistvu, zdaj sem malo pozabila, da ne snimam ekran. Jaz imam tukaj en folder Instič, tako da itak vidite vse, kar je not. To je ta plan. Tukaj noter si lahko planiraš objave, zdaj jih pač jaz premikam lahko, mogoče bi bilo boljše, da je takle, mogoče bi bilo boljše, da je tako. Mislim, zdaj imam tole morsko deklco v naslednjo plano. Top mi je to, ko me pač malo prekine, ker jaz kar govorim in opazim, da mi je fotoaparat javno, da sem presegla maksimum snemanja v enem kosu, tako da. Ja, v glavnem, kar sem govorila je to, zdaj moram še pač, sej ekran sem v bistvu posnela, ne vem, ki me je prekinila, ampak v glavnem, ta plan je v bistvu bolj za organizacijo vseh slik, da vidiš, kako bo kaj pazal skupaj, ampak to je že kar kompliciranje, če mene vprašate. Razmišljam, če sem kaj pozabila, Facetune, Snapseed, Fold, Vskom, niti ne. Nekako, kar bi jaz povedala. Se pravi, če zdaj še enkrat pozamemo, jaz bi rekla, da je kvaliteta fotografije res odvisna pač od samega fotoaparata, potem tukaj pride obdelave, postprodukcije, zdaj, a so to preseti, Photoshop, aplikacije, kot so Facetune, Snapseed, ni da ni, ampak tukaj se bom ustavila zdaj še pri eni stvari. Se pravi, vse to vam nič ne pomaga, če sama idejna osnova fotke ni dobra, To, da je fotka dobra, pač Instagram zahteva vedno več, publika je vedno bolj zahtevna, pač, ker to je v bistvu marketing, in če vi hočete nekaj prodati, morate res se približati publiki, morate biti drugačni, morate biti zanimivi, Tako da, pač, je treba biti kreativen in zaradi tega so v bistvu tudi vse te eksotične lokacije, mislim, vse to je pomembno na koncu, zaradi tega, ker če vam jaz poslikam sončno kremo tlele na tej beli steni, ali pa če jo poslikam ob bazenu s pogledom na riževa polja, z nekim infinity poolom, mislim, boš ti, wow, o moj bog, in boš večji fokus dal na to sliko in boš videl in to kremo in vse skupaj ti bo wow, ker pač je ta krema umeščena v pač nek, da rečem, environment. Tako da ni samo to, da zdaj pač je obdelava. Ja, obdelava je ogromno, in tudi veliko ljudi me vpraša, moj bog, nore fotke imaš. Ja, so nore, ampak definitivno so tudi nore lokacije, pač eksotika. Tudi vedno se res potrudim, da so predstavljene z neko idejo, da ni zdaj, pač jaz si tlele pač dejansko na tej sliki vidite, jaz si usipam kao kokosa, v svojo, ne vem, v svoja usta, ampak kaj se tukaj dogaja, zatem je pa to, da sem v bistvu v kokos dajala slano vodo in sem se polivala z njem, in pač sem rekla, nič, pač kaj ćemo, zdaj to moramo narediti, hočem narediti to fotko, hočem speljati in sem jo in sem se polivala s slano vodo in sem jedla slano vodo in pač se na koncu je dobra zgodba. Tako da zaradi tega hočem reči, da je vedno še pač neka ideja, lahko bi bila to reklama za kopalke, lahko bi bila, ne vem, reklama za, ne vem, kokos, pa bi pol temu karkoli, ampak hočem povedati, da ni vedno samo zdaj sem vam jaz povedala te trike, ki jih jaz uporabljam, da neka fotka zgleda top shit, ampak ja, pač fotka je že v štartu pač dobra, in
je umeščena v neko okolje, neka zgodba je v ozadju, tako da ne pozabite na vse to, če se želite pač s takimi stvarmi ukvarjati. To so v bistvu pač vse neki pomembni faktorji, se pravi, kvaliteta fotografije je res nos kup enih stvari za samo, Tako da ja, no, pač to je ta moja skrivnost do lepih fotografij. Upam, da sem vam povedala kaj novega, upam, da vam je bilo všeč, zato lajkite, subscribite in delite pač kar se vam dela. Vesela bom tudi vašega follow gumba na mojem Instagram profilu. Trenutno sem svoj profil Rina spremenila v Pretty Little Trips. To sem se odločila zato, da bom mečkala malo bolj internacionalen profil. Imam sicer tudi enega Katarina Benček, ne vem še čisto točno, zakaj ga imam, ampak ga imam, ker je pač bilo včasih to trgovina Urbani Vešalnik. Zdaj pa je Katarina Benček. Tako da ja, vesela bom vašega subscriba, lajka, komentirajte, lahko me karkoli vprašate, z veseljem vam bom odgovorila. Če imate kakšen predlog, še kaj bi želeli slišati od mene, kaj vas zanima, mi povejte. Z veseljem pač pripravim kakšen video. Tako da, ja, pač to je to. Jaz vam želim, da uživate dan še naprej, pa se upam, da gledamo kmalu, ko bom imela spet kakšno idejo za nov video. Čau!